Andraž, kjer telefon je po tvojem mnenju najbolj primeren za mojo mami ali pa očija? Davor, kjer telefon je še dober za moje otroke, sem da ni poceni stranje, pa da ni drag kot Jeffran. Fanta, obstaja še kaj drugega, pa da ni Samsung ali pa iPhone? Brez skrbi. Imamo odgovor za vsa taka vprašanja in to je Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, ki ga na posodu za potrebe tega videa Andraža v oči in je čisto sveže, novo kupljen. Ja, zdaj za tiste, ki želite malo več, pol valjda priporočava, da si od Xiaomija pogledate tudi 14T serijo, ki je sicer dražja. In glede na dile, ki jih zdaj dobite, ko vzamete 14 Plusa, se vam tega definitivno splača pogledati. Zdaj, Redmi 14 Pro Plus je najboljši in najdražji v Xiaomiju letošnji Redmi Note seriji in je še izboljšal stvari, ki so nam bile všeč pri lanskoletnem. Edino vprašanje, ki še ostane je, ali je toliko boljši od 14 Proja, da upraviči svojo ceno. Zdaj, mi dva misliva, da jo, pa da razloživa zakaj. Evo, najni prvi tisti, ki jih boste tudi videli, ko boste telefon ven vzeli škatle. Telefon je kar konkretno in premijsko težek, svoj tehta 210 gramov. To je dobra stvar, ker v rok zaradi tega ne deluje ceneno. Prav tako ima aluminijasto ogrodje, sprednji je zaščiten z Gorilla Glass Victus 2, zadnji z Gorilla Glass Victus 7i, kar pomeni, da je to trpežen telefon. No, pa tudi certifikat IP68 za tesnenje proti vodi in prahoma. Odlično! Telefon je zakrivljen tako na sprednji strani, kot na hrbtu. Jaz nad okrivljenostjo prednje strani sicer nisem navdušen, kot že veste, je pa zaradi tega telefon bolj udoben za držati v rokah in tudi modul za kamere boljši spade, ker je lepo ukrivljen v samo ohišje, kar mi je potem všeč. Ja, zdaj zanimivo je sicer, da je Xiaomi letos na predstavitvi v Pragi še prav ekstra izpostavil, da ne bi bila 14 Pro in 14 Pro Plus narejena iz bolj trpežnih materialov, ki ne bi prenesel padec iz 2 metrov. Ja, easy. Če pa pogledamo na hiter, kaj je v škatli, če že omenjava prve vtise, noter dobite celo uvitek za telefon, ker vedno rada pohvalva. Žal pa tega ne morava reči za 120-vaten polnilec, ki ni priložen v škatli. Prvič, da so to videla pri Xiaomiju oziroma Redmiju, zato ga morate dejansko posebej dokupiti, če hoče doseči visoke hitrosti in polnjenja v samem okoli 20 minutah od 0 do 100%. Zdaj malo sva razočarana, da gre tudi Redmi po tej poti, to moramo reči. Zaslon je velikosti 6,67 inčov in hkrati podpira 120 Hz osveževanje z OLED tehnologijo. Na kratko, zaslon je top za svojo ceno. Je velik in je barvno natančen s podporo za tehnologijo Dolby Vision, kar ponavadi se večinoma sicer dobijo dražji telefoni. Kako pa zaslon izgleda v živo? Obrobe so minimalne in enakomerne skozi celoten ekran, prav tako pa ima telefon max svetilnost do 3000 nitov, kar pomeni, da je vsebino na njem čist užitek gledati, sploh s parom dobrih stereozvočnikov s podporo za Dolby Atmos. 14 Plus lahko še vedno full hitro odklenete z brskalnikom prstnih odtisov, ki pa je še zmeri optičen, ne ultrazvočen, kar pomeni, da ni toliko varen, plus to, da je nastavljen kar nizko na zaslonu, ker je malo zoprn, glede na to, koliko je zaslon velik in bi bilo boljše, če bi bil postavljen nekje v vrhu spodnje tretjine zaslona. Zdaj, veseli me, da je Xiaomi tudi na letošnjem modelu še vedno obdržal določene bombončke, recimo infrardeč krmilnik, da lahko s telefonom, vem, Davor ne mara, upravljate klime, TV ali pa druge naprave, brez da bi rabili imeti daljinca prav za te naprave. Ok, Andraž, sam realno mislim, da ta tehnologija toliko izumira, da povprečni uporabniki tega sploh ne uporabljajo. Še jaz nisem nikoli tega uporabil, kot da lahko kaj bolj uporaben ga noter dali za ta denar, recimo telefoto na mis makrokamere. Telefon poganja sicer procesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, torej boljši čip kot je v običajnem 14 Proju, ki ima procesor MediaTek Dimensity 7300, čeprav razlika ni ful enormna. Je pa hkrati tudi res, da ni velike razlike med letošnjim 14 Pro Plus in lanskoletnim 13 Pro Plusom. Tako da ne 14 Pro Plusa kupovati iz razloga, ker bi pričakovali nek ogromen napredek v performancu, ker ga v bistvu nažalost ni. Ma pa tudi letos Redmi v svoji Note liniji hudo konkurenco strani drugih proizvajalcev, Ono recimo oziroma hčerinskih znamk Poco, pa tudi Samsung, ki bo v marcu dal ven A56. Vsem moramo reči, da se nasplošno kar obnese, kot je razvidno tudi iz stresnih testov. Telefon je med obično uporabo, kot je odpiranje appov, pomikanje po zaslonu, branje novic, odziven in dela brez večjega zatikanja. No, mora tudi reči, da tudi uporaba AI in procesiranje fotk, pa celo kakšna bolj zahtevna špila zanj ni ovira. V vseh teh dnevnih teskih se ni preveč segrel, kar lahko pohvalva, kot lahko pohvala tudi baterijo. Velikost leti je 5110 mAh, torej je večja kot recimo pri S25 Ultra
in ne boste je zlepa porabili. Tako da je to komod telefon, ki zdrži cel dan in še lep del naslednjega. Moram pa omeniti, da so v globalni verziji nažalost zmanjšali velikost baterije iz 6000 mAh, kar bi se sigurno poznal pri vzdržnosti baterije. A pa je to dvodneven telefon, ki ima kao toliko veliko baterijo? Glede tega nisem toliko samozavestna, ker noter ni silicijeve ogljikove baterije, temveč je še zmeraj litij-ionska, ampak nekako razumljivo za ta cenovni rang, recimo veliko bolj kot pa pri S25 Ultra. To pa ne pomeni, da baterija vse ne zdrži res dolgo in tudi če bi vam jo zmanjkalo, jo lahko 120-vatnim polnilcem nafilate v parih minutah. Kakor so pa rekla, ga boste mogli posebej dokupiti, nažalost, ker ne prideš ravno v škatli. Če pa imate še kakšen tak, ki ste ga dobili pri prejšnjih modelih, ga pa lahko tudi tistega uporabite, sam ni pa nujno, da bo tist 120-vatni, tako da boste na to pozorni. No, ta hitrost polnjenja je bila naslednja prednost pred običnim Note 14 Projem, ker tisto omogoča zgolj 45-vatno polnjenje. Noben od njiju pa ne omogoča brezžičnega polnjenja, kar pa sploh pri Pro Plusu ni nobena ovira, glede na to, koliko hiter se žična fila. Pro Plus sicer pride v Sloveniji v konfiguraciji z 8 GB RAM, pa 256 GB notranjega spomina in gre lahko vse do 12 GB RAM, pa 512 GB notranjega spomina. Dobro je kupiti. Ja, dobro. To je top, ker placa za shranjevanje slik in posnetkov bi kot povprečni uporabnik mogel imeti čez glavo. Operaterji ga pa lahko brez vezave dobite v več barvah za okoli 530 €. Prosti prodaji, če vzamete ga na vezavo, pa še ceneje dobite. V času snemanja tega videa pa si lahko zraven v akciji pri operaterjih dobil tudi Xiaomi Smart Band 9 Active in slušalke Redmi Buds 6 Lite, kar pomeni, da je šlo res za dober del. Ziher pa bo skozi leto še kakšen tak del, tako da dajte spremljati akcije, če vam je telefon ta zanimiv. Kar se tiče operacijskega sistema, v času snemanja tega videa sem imela gor naložen HyperOS čez Android 14, kmalu pa ne bi prišel HyperOS 2. Tako da, če želite kaj več videti od Xiaomijevega OS-a, si lahko pogledate, kjer ga tudi na enih prejšnjih videov v obliku. Zdaj, bistvo je v tem, da če ste uporabljali kjerkoli Xiaomijev telefon izpred zadnjih parih let, se boste zelo hitro navadili na ta OS, ker ga Xiaomi ni kaj dosti spremenil. Razen dodatnega bloatwarea. Zakaj sicer telefon ne pride že iz škatle ven za Android 15? Nama sicer ni jasno. Tako kot nama tudi ni jasno, zakaj še vedno toliko posnema iOS in zakaj izgore še zmeraj toliko bloatwarea. Kar morate vedeti, je še to, da naj bi ta telefon dobil vsaj 3 večje Android posodobitve, kar sicer malo za leto 2025 in bi si želela, da bi podaljšal za kakšno leto ali pa 2 to opcijo, kar pa pri kitajskih ponudnikih žal ni pogosto. Še celo Samsung je namreč za svojo A56 linijo telefona obljubil 6 let softverskih posodobitev, pri čemer se lahko Xiaomi zaenkrat samo skrije. Ker telefon pogaja na Android, valjda dobite asistenta Google Gemini in iskanje z obkroževanjem, pa AI funkcije za urejanje fotografij, sploh zelo prav pride obdelava fotografij pri zoomiranju, kjer AI dopolni manjkajoče vrzeli. Moram pa reči, da je brisač predmetov slabši kot pri Pixelu, sploh pa proti Samsungu, ki je pač par generacij naprej. No. Vice. Bi bilo boljše, ampak ajde. Za ta cache je v redu. Xiaomi sicer obljublja, da bo več AI funkcij na voljo s posodobitvami v prihodnosti. In na koncu še kamere, kjer ima Pro Plus 3. 200 megapikslov veliko glavno, 8 megapikslov velika ultraširokokotno in sicer zares povsem nepotrebno 2 megapiksla veliko makro. Ja, mogoče bi res lahko dali stran AirBlaster pa dati le neko osnovno telefoto kamero, kot imajo kitajska verzija. Ja, to se strinjam. Fotke so sicer solidni za ta cenovni razred, itak je najboljša glavna kamera, ki proizvede tudi solidne nočne fotke, brez res opaznega šuma, ko jo gledaš na telefonu. Dnevne fotke so ok, če boste pa bolj pozorni, pa lahko hitro opazite prekomerno ostrenje na delih fotke in na to, da telefon včasih temne dele naredi pretirano temne, kar pomeni, da se lahko izgubijo detajli. Sploh na tejle konkretni fotki se vidi, koliko je ostrenja pri obrazu in laseh, pa so toni na koži čisto nerealni v primerjavi z dejanskimi. Pa še samo opozorilo, da ta telefon ni primeren, če delate veliko fotk primikajočih subjektov, ker fotke precej zajema počas, kar rezultira v tem, da so fotke spacane in ne ostre glih tam na detajlih, kjer bi mogle biti ostre. Tako. Ti se izgubijo tudi pri ultraširokokotni kameri, kjer je opazno slabša od te glavne, tudi barvni način je vidno drugačen. Isti rezultati so tudi pri nočnih fotografijah, kjer je ultraširokokotna kamera bistveno bolj mehka in temna od glavne. Najbolj porazna je pa seveda
makrokamera, ki je bolj kot ne za okras, da lahko proizvajalec reče, da ima telefon 3 kamere, čeprav ima dejansko samo 2. Da makrokamera ni nič posebenega, pride že dejstvo, da je Xiaomi toggle za makrokamero skril iz glavnega menija kamere pod dodatne načine, kar pomeni, da niti sam nima velikega zaupanja v ta način. Ja. 100-krat sva rekla in še 100-krat bova, da ne razumemo, zakaj proizvajalci forsirajo makrokamere, ko pa bi lahko mod naredili to s kropanjem v ultra širokokotne fotografije. Ja, res je. Selfie kamero niso nič posebenega in tudi vidi se, da telefon ne izreže lepo subjekta iz okolice, pa da so toliko lepšani, da ne delujejo realistično. Kaj da bi bil z umetno inteligenco narejen. What the fuck? Kaj da bi en AI noter narisal. Pač tako svetu, kaj da nisem videl sonca že 10 let. A ni slep? What the fuck? Pač skin toni so... It's a mess. Je pa zato tudi boš videl, ki ga lahko skrbne kamere snimajo v 4K do 30 fps-jev in 1080 pik do 120 fps-jev. Sploh nočni video je zelo dober za telefon v tem cenovnem rangu. Bi pa še zmer priporočala, da vzamete Pro Plusa namesto običnega Plusa, ker Pro Plus še zmeraj na koncu dneva baje bolj obdela fotografije kot navaden Pro in se razlike v kvaliteti so opaznejše, če je mogoče verjeti ocenjevalcem, ki so testirali običen Pro, ker ta ni toliko cenejši od Plusa, kot je Plus boljši od njega. Če pa vam kljub temu vsem Plus ne ustreza in bi radi imeli še malo več, pa priporočava, da si pogledate še Xiaomi 14 linjo, ki je malo dražji, a tudi bo dosti boljši, ali pa Honor Magic 7 Lite oziroma Poco X7 Pro. Na koncu dneva pa je dejstvo, da od celotne Redmi 14 serije sigurno najbolj priporočava Pro Plusa, ker je še vsem od vseh petih Redmi Note telefonov najbolj wow. Ja. Čeprav se zdi, da je izbira večja, kot dejansko je. Ja. Kot so omenila vmes, je globalna verzija 14 Pro Plusa namreč slabša od verzije, ki je prodajajo v Indiji, ki ima boljše kamere, večjo baterijo in boljšo vodoodpornost, kot smo Evropejci spet takrat, ko potegnili tukaj in tega niti najmanj ne podpirava, ker nisva različnih čipov pri Samsungu. Evo, tu je bil za vas Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus in smo na koncu tega videa. Hvala mojemu očetu, da nama je posodil ta telefon. Za morebitno vprašanja nam kar spodaj napišite v komentarje ali pa v DM se na družbena omrežja najnega YouTube kanala. Za danes je bilo dost in se vidimo v naslednjem videu, kjer bomo preverjali novo ponudbo jabučkov. Čau!